Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Danes imam čast gostiti Violeto Tomić, igralko, nekdanjo političarko, predvsem pa žensko, ki je prehodila težko pot in se srečala z mnogimi izzivi, še danes se srečuje in v čast mi je, da je v naši družbi. Lepo pozdravljeni, Violeta. Pozdravljeni. Kot sem omenila, nekako smo vas najprej prepoznali kot igralko, potem pa, ko ste vstopili v svet politike, se vas je nekako ta vzdevek prijel, če lahko tako rečem. Naenkrat so vas več povezovali s politiko. Kako ste to sprejemali? Ja, to drži. Ja. Pač v Sloveniji smo v bistvu majhni in ta majhnost nas na nek način označuje na ta način, da človeka zelo hitro postavijo v nek predalček. Tudi ko sem delala kviz Najšibkejši člen, so me vsi gledali kot tisto rich intellectual bitch, tole bogato intelektualko in arogantno žensko, ker sploh nisem bila. Jaz sem igralka, ki skozi življenje hodim ves čas z neke vrste improvizacijo. Vedno me potegnejo drugačni liki. In za politiko ne bom rekla, da je glih nek teater, ker mnogi ga radi primerjajo, ampak sem res vstopila z zelo, zelo dobrimi in iskrenimi nameni. Na koncu pa ugotovila, da sem mogoče malo preveč občutljiva za ta svet. To velikokrat ljudje pravijo, da je politika področje, kjer ni enostavno biti najbolj iskren. Vi pa ste prišli iz umetnosti, kjer je več te svobode. Kaj je tisto, kar vas je v politiki najbolj šokiralo? Šokiralo me je to, da v glavnem se delijo. Delijo se ves čas, celo ne samo na leve, desne, ampak tudi znotraj strank. In da dobrobit ljudi ni na prvem mestu. Jaz sem bila prepričana, da zdaj, ko bom jaz prišla in bom peljala resnico kot glavni postulat komunikacije, da bo pač to potegnilo ljudi za sabo. Priznam, da sem bila dokaj naivna, ko sem vstopala v politiko in sem verjela, da pri točkah, kjer pa je dobro za ljudi, da ni ne levih, ne desnih. Zdaj nekako vi ste znani po tem, da imate jasna in predvsem strastna stališča, pa vendar, kako ste se pri tem spopadali s pritiskom javnosti, ki je bil kar močan? Nekako niste bili tiho. Ne, tiho pa nisem bila. Tudi v času covida nisem bila tiho. Tudi edina nisem bila cepljena v parlamentu, saj uradno ne. In ne vem, pritiski ljudi so bili pa kar boleči včasih, zato ker tisti ljudje, za katere se dejansko boriš in se boriš za njihove interese, so popolnoma povampirjeni preko nekih družabnih omrežij in pišejo zelo grde stvari. In to je, mislim, bom rekla, to sovraštvo, ta primitivizem je tako v porastu v bistvu, da je škoda, zato ker bi se lahko pogovarjali z argumenti, pa očitno nismo sposobni. Zdaj ljudje zelo radi komentirajo, sploh kadar se skrivajo tam za nekim ekranom, če lahko tako rečem, takrat je lažje vse napisati. Je bilo kdaj res kaj takšnega, kaj vas je izjemno prizadelo? Ja, seveda. Saj vsem znana zgodba luftanja na trajektu, ko sem svojim zelo starim psom, ki je bil že zelo bog in je imel tudi raka, zamudila trajekt, bil je prepoln. Potem sem se znašla na drugem, kjer je bilo kar nekaj sovražnih mladcev, pa tam se je tudi našel Branko Grims in potem kar naenkrat so moje slike se pojavile v časopisu na Novi 24 po Demokraciji z pripisom luftala si jo je na trajektu. Pa moram povedati, da sem imela jaz hlače kar do kolen, ampak potem so bili pa komentarji zelo grdi na račun mene, mojega psa, in česarkoli. Tako da takrat sem tožila Novo 24 in sem tudi dobila tožbo. Druga stvar je bila podtaknjen slogan Poslanci na minimalce. Jaz sem bila vedela sem, da iščejo karkoli slabega o meni, moji nasprotniki, in ker niso našli nobenih podkupnin, nobenih nemoralnosti, so si izmislili, da sem prišla v parlament z obljubo, da bom šla na minimalca,
kar sploh ni bilo res. To je ena skupina vstajnikov pač imela kot parolo, s katero jaz nisem imela nobenega stika. Ampak noben demantin ni zalegel in potem karkoli napišeš, ne vem, nekaj o kulturi, napišeš nekaj o kmetijstvu, oni pa kdaj bo šla na minimalca, ker niso bili sposobni slišati ničesar, kar sem povedala in to je bila kar velika škoda. No, tudi tukaj sem potem po dolgotrajnih prošnjah vendarle poiskala zadoščenje na sodišču in oseba, ki je najbolj razpihovala to, je plačala odškodnino in povrnila sodne stroške. Hvala Bogu, da imamo vsaj sodišča, ki še relativno dobro delujejo. Zdaj nekako, ko ste bili torej v politiki, ste se srečevali z najrazličnejšimi stvari. Bi lahko rekli, da ste se takrat omenili ste že, da ste morda bili bolj naivni, kot ste mislili, da ste. Je še kaj takega, kaj ste se v tem obdobju, torej ko ste bili v politiki, naučili sami o sebi? Kaj vas je presenetilo morda? Kaj novega, kaj niste prej bili toliko pozorni pri sebi? Težko rečem, da me je kaj presenetilo pri meni. Jaz sebe zelo dobro poznam. Igravci, če kaj vemo točno, kako naš fizis deluje, kako funkcionira in res poznamo naše telo in kako se odziva. Tako da presenetili me niso toliko moji odzivi, kot pa odzivi ljudi okrog mene, ker politika je dejansko postala bojno polje, ne pa nekaj, kjer bi morali vsi združeni delati za dobro naše Slovenije. Zdaj, malo prej ste omenili oddajo Najšibkejši člen. Nekako takrat ste ustvarili pri ljudeh močni vtis, svojo energijo, frizuro, ne nazadnje. Tako avtoritativno ste nastopili, pa ste že prej omenili, to je bistvo, jaz sem igralka, nisem takšna drugače. Kakšna pa je Violeta doma za 4 zidovi? Dolgočasna. To pa Ja, ne bi grozno verjela. rada kuham, berem, tako psa sprehajam, imam ogromnega psa, 2 mačke, rešujem živali, kjerkoli jih najdem, rada vrtnarim, pridelujem s ponosom svojo solato, kakije, našije, vlagam marmelade, delam sokove, tako, prav ena taka gospodinja sem privatno, ne, tako da ni nič razburljivega, nič škandaloznega, tako, zelo rada sem v bistvu doma, zato ker sem veliko časa, predvsem kot igralci zelo veliko potujemo, ne, pa nastopamo vsak večer drugje in kadar sem doma in kadar sem fraj, sem pa res rada tako, malo zapečkarja, no. Zdaj, pred kratkim ste z javnostjo delili to novico, ki je nekako šokirala številne, pravzaprav, da imate raka dojke. Na kateri točki ste se odločili, da to delite z javnostjo? Tako bom rekla, jaz sem bila prepričana, da tega ne bom delila z javnostjo, ker to je intimna zadeva, pa tudi glede na to, kako poznam odziv javnosti, je vedno tako, da ti eni kar privoščijo. Veliko je bilo pa sočutja, ampak dobro, tudi tega, mislim, a veste, kako je, v bistvu tudi to energijo, ki ni direktno namenjena nam, ampak je preko nekih njihovih misli oddaleč, čutim. In enostavno si nisem želela, da ljudje tako na ves glas razpravljajo o meni. Toda prišla je do mene novinarka Andreja Komino, si pridobila moje zaupanje, me prepričala, da je pač november mesec raka in da te zgodbe potem nekako olajšajo ljudem, ki so sami, ki ne vejo, kako se spopadati s tem, da jim nekako olajšajo življenje, več empatije, vidijo, da se ne dogaja slabo samo njim, da je to univerzalna bolezen, ki ne izbira. Tako da sem potem pristala, sploh pa glede na to, da sem izginila iz javnega življenja v veliki meri, in da me ne bi ljudje spraševali, kje pa si bila, pa zakaj te ni, sem čutila, da sem kot javna oseba dolžna povedati, kje sem, kadar me ni, ne. Kolikor mi je znano, ste pravzaprav za to, da imate raka, izvedeli na preventivnem pregledu. Ja, tukaj imamo v Sloveniji presejalni program Dora,
na katerega sem redno hodila vsaki 2 leti in vedno sem se dokaj hecala tam, ne. Zato, ker sem prepričana bila, da se meni kaj takega ne more zgoditi, ne. Pa sem zvedela, da to vsi mislijo. Tako da sem prišla, je pa dejstvo, da so me dojke bolele nekaj mesecev pred tem. Tako, zelo nenavadno. In potem vedno, kadar pridem na Doro, na tisti rentgen in me vprašajo, so kakšne spremembe, jaz se vedno pohecam pa rečem, nič ni novega, samo vsak dan bolj visijo. No, tokrat sem prišla in sem rekla, no ja, rada bi rekla, da nič ni novega, samo da vsak dan bolj visijo, ampak v resnici me bolijo. No, in potem se je pokazalo, da imam hormonsko pogojen rak leve dojke. Se pravi, jaz sem gospa v menopavzi in se je pač sprožila en proces, ki je rezultiral na eni bunkici. Jaz vedno rečem, da tisto, kar me je najbolj bolelo v življenju, da se je skoncentriralo v eni mali kroglici, ki je šla zdaj ven in mislim, da sem s tem opravila. Zdaj nekako v enem izmed intervjujev ste dejali, da ste to bolezen vzeli kot darilo. Kako se to odraža danes v vašem vsakdanu? Ja, ne boste verjeli, ampak tudi zaradi tega so me nekateri napadli. Pa mi smo trpeli, pa kako ti lahko kot darilo in tako. Glejte, na vsako situacijo v življenju, ki se nam zgodi, mi nimamo vpliva na to, kaj se nam bo zgodilo, ne prav dosti. Imamo pa vpliv na to, kako bomo to jemali, kako si bomo to razlagali, ne. In jaz sem si to pač razlagala kot darilo. Prvič zakaj? Zato, ker bolezen še ni toliko napredovala in sem imela možnost relativno hitre in neboleče ozdravitve. In drugič zato, ker sem dobila čas zase, ki ponavadi ga nimam, ker še vedno hodim v službo, delam, imam cel kup projektov, še vedno se mi zdi, da na 100.000 in en način moram reševati svet, to je pač moja natura. Tu sem se pa ustavila in sem najprej morala rešiti sebe. In sem se dejansko morala posvetiti sebi in to ne samo v zdravljenju, ampak tudi pri prevrednotenju nekaterih vzorcev ali pa načina življenja, ker popolnoma jasno je, in to bi jaz lahko vsakemu svetovala zelo dobro, samo ko pride pa do tebe, je pa dosti težje, da če hočeš pozdraviti raka, moraš najti vzorec, ki ga je sprožil in tisti vzorec razgraditi, drugače se ti stvari samo ponavljajo in tako pripeljejo do tega negativnega rezultata. In pač prav te vzorce je zelo težko razgraditi, ker so postali del naše nature, našega karakterja in imela sem čas, no, da delam na sebi, da končam svojo knjigo, ki sem jo pri vas obljubljala že, mislim, da pred 2 leti, da sem jo končno zaključila in je zdaj v rokah lektorice in imam že založbo Primus in dogovore z oblikovalcem, tako da knjiga izide 22. januarja drugo leto na moj 63. rojstni dan. Jaz sem letnik 1963 in veliko mi pomenijo ta števila 369, s katerimi je operiral že Nikola Tesla. Tako da se mi zdi, da bom velik del svoje preteklosti skozi knjigo dala ljudem in ne bo več to moje, ne bo zgodba. Vedno sem si jo želela dati ven. Tako da ta moja diagnoza, jaz niti ne rečem, da imam raka, niti ne rečem, da imam bolezen, jaz rečem, da imam diagnozo. In ta diagnoza mi je prinesla kar nekaj zanimivih stvari. Po drugi strani je pa tudi po tej objavi časopisni prišlo do mene ogromno ljudi, ki so se soočali s podobnimi težavami in so mi nudili nasvete. In jaz sem pač človek, ki pač probam marsikaj, da se lažje potem opredelim in odločim. In pravzaprav sem sprejela vsak dobronameren nasvet, se zahvalila in poskusila. In tako sem res ob tem zdravniškem zdravljenju tudi jemala cel kup različnih prehranskih dodatkov, različnih terapij, bioenergij, skalarno terapijo sem obiskovala nekaj časa, tako da imam zelo, zelo lepo in bogato izkušnjo teh pol leta, kolikor se borim pač in prebolevam. Nekako, če bomo kmalu deležni vaše avtobiografije, kjer vas bomo lahko tako rekoč do golega spoznali, pa vendar že pred 3 leti ste si podarili eno prav posebno darilo za vaš 60. rojstni dan. Gre za predstavo
obračun. Tudi tam ste nekako dovolili še korak dlje vstopiti gledalcem, razgalili v celoti svojo dušo. Zakaj je bilo to po vašem rojstnodnevno darilo? Kako vam je pomagalo pravzaprav? Je bila to vrste neke terapija, tako kot sedaj pisanje knjige? Točno tako. A veste, to je terapija. Pisanje je ena najmočnejših terapij. In pač zdaj jaz ne bom govorila, da sem kaj več potrebna terapiji kot kdorkoli drugi, ampak se pa zavedam tega stanja. Jaz sem imela dokaj težko otroštvo in življenje in zato sem postala tudi dosti bolj odporna, dosti bolj mi ni vseeno, kam gre ta svet, borim se za tiste, ki se sami ne morejo boriti. In predvsem sem se spraševala, zakaj recimo manj talentirani, manj, bom rekla, sposobni ljudje kot jaz živijo dosti bolj mirno življenje, jaz pa vedno nova bojišča odpiram. In potem sem analizirala od genetskega spomina, prednikov, vzgoje, vse tisto, kar je v bistvu name zelo močno vplivalo in me formiralo takšno, kot sem. Zaradi česar sem v mnogih krogih ali pa med mnogimi ljudmi težko razumljena, zato ker nihče ni živel takšnega življenja, kot sem ga živela jaz. Torej, predstava Obračun za moj 60. rojstni dan je bila res darilo zame, zato ker sem se znašla v enem trenutku, vsi moji predniki so umrli pri 60 in sem se znašla v trenutku, ko se mi je zdelo, da sem na vrsti in da je pač čas tudi za moj odhod. Se posledica tega je tudi potem ta moja bolezen verjetno. Ampak in potem sem skozi pisanje tega teksta, in ker sem igralka, sem tudi uprizorila, ogromno stvari odkrila o sebi, ogromno stvari z ljudmi, bom rekla, sterapirala. In to ni bila terapija samo zame, ampak tudi za gledalce, kajti z mano so se smejali, jokali, na koncu sem imela redno stoječe ovacije, ker konec koncev je moja zgodba o zmagi nad težavami. Treba je in prepričana sem, in tako so mi tudi dejali, da vliva velik optimizem ljudem, ne? Ker sem vedno šla naprej, vedno odžalovala, potrpela, kar je bilo treba potrpeti, vstala in šla naprej. In verjamem, da tako kot pravijo nekateri moji prijatelji, če sem jaz zmogla, lahko zmore marsikdo. In zato v bistvu tudi ta pogovor o bolezni, o čemerkoli jemljem kot bodrenje ljudi, da je z optimizmom in z hrabrostjo treba vedno zreti, pa tudi če smrti v oči. Če se vrneva korak nazaj, torej v vaše otroštvo, omenili ste, ni bilo ravno rožnato, žal je bilo tisto obdobje vašega življenja zaznamovano s družinskim nasiljem, kasneje tudi odhodom očeta. In to so te stvari, ko nekako ste jih morali predelati. Na kakšen način lahko človek sploh kaj takega predela? Jaz sem prepričana, da vse lahko človek predela. Pač mi si izberemo očitno neko svojo usodo, svoje starše, jaz zelo verjamem v karmo in jaz sem prepričana, da sem si izbrala to težko pot. To, kar ste našteli, je samo del tega, kar boste potem lahko brali v knjigi, zato bom ostala še skrivnostna in lahko predelaš, če se ves čas zavedaš tega, da se ne smeš prepustiti malodušju in se smiliti samemu sebi. Dejanja drugih so, vedno dejanja drugih so odraz tega, kaj oni zmorejo v tem trenutku, na nas pa je, kako bomo na to gledali in koliko se bomo pustili, da nas to ubije. Se veste, kaj pravijo, da kar te ne ubije, te naredi močnejšega, podplat je koža čez in čez postala, pa ni, ne? Še vedno sem zelo občutljiva, veliko jokam, ampak mislim, da večina ljudi skriva, veste, te svoje žalostne trenutke. Vsi bi bili radi iz popolnih družin, vsi bi bili radi srečni, razvajeni, izobraženi, ljubljeni, pa žal ni tako. In bolj ko skrivaš to in ti je nerodno, kaj si bodo pa sosedje mislili, če poveš, ne, da pa pri vas doma ni vse tako, kot bi moglo biti, ampak delaš naven eno tako umetno podobo, težje ti je in težje ozdraviš, zato ker nisi v stiku s svojo bolečino, svojo resnico.
In jaz sem trdno prepričana, da resnica osvobaja. In moja knjiga bo brutalno iskrena. Mislim, da kdor bo prebral to knjigo, ne bo rabil prav nič spraševati dodatno več, ker je opisano pravzaprav vse, česar se spomnim. Opisano je vse, kar je mene formiralo kot osebo, vsi pomembnejši trenutki v mojem življenju, od rojstva, spočetja, predzgodbe s starimi starši do današnjih dni, do tega, kaj zdaj počnem in kako se soočam pač z diagnozo raka na prsih. Tudi to je v knjigi. Sedaj, če se dotakneva še vaše diagnoze, pravzaprav, ko nekdo od nas zboli, pogosto pride do tega, da ne vemo, kako se obnašati, kako postopati. Kaj je tisto, kar recimo vam v danem trenutku prija slišati, da vas recimo vprašajo, in kaj je tisto, kar vam je morda celo, če lahko rečem, odveč? Ja, seveda. Veste, ljudje zelo radi vemo, kaj o drugih in potem imamo temo za pogovor, da se svojih življenj ne bi dotikali, ne? Ker se je lažje ukvarjati z drugimi kot samim sabo. Ne? In zelo me je motilo, ker sem tudi jasno in glasno zapisala na Facebooku, ko so nekateri ljudje me klicali samo, da bi slišali kakšne podrobnosti, o katerih bi se lahko pogovarjali z drugimi ljudmi. In potem sem napisala, ne me klicati samo zato, da me vprašaš, kako pa si? In potem, kaj pričakuješ, da malo skupaj jamramo, ali kaj, ali zveš kaj čist novega. Meni je to bilo nesmiselno, zato ker tekom procesa je bilo dosti težko. Mislim, človek se slabo počuti, veliko spi, nisi ravno grozno razpoložen, po obsevanjih si vas ožgan, kakorkoli to polepšujejo ljudje, pa imaš lahko mehurje, pa vnetne procese, pa da te en sprašuje, kako si sredi procesa, mi ravno ni bilo všeč. Sem rekla, če hočete, me povabite kam. Če me kličeš, ne mi reči, kako si, ampak reci, a greva na kavico, ne? In potem si boste marsikaj izvedeli, ko se bova pogovarjali neobremenjeno. Potem sem pa res začela deževati ponudbe in sem bila povabljena na kakšno premiero, pa sem bila povabljena na kakšno terapijo, pa sem bila povabljena na kakšne dogodke. In to se mi je pa zdelo tako simpatično, zato ker bolnik, ki se srečuje z nečem težkim, kot ste sami prej omenili, ne vejo ljudje, kako bi se obnašali do tebe in potem večkrat ostaneš sam. Ljudje v bolezni večkrat ostanejo osamljeni. Pot do ozdravitve je ravno to, da ne zanemarimo svojega socialnega življenja. Sej v bistvu se dokaj izogibam stiku z veliko ljudmi, zato ker sem imela zelo nizko odpornost, ko je bila terapija končana, ne? Pa tudi sem morala potem z antibiotiki se zdraviti, ker se me je prijelo vse, kar češ. Ampak vseeno ta občutek pa, da če si le pripravljen iti, da lahko greš, da se podružiš z ljudmi, da se malo se razvedriš in pozabiš na vse tisto, kar je tvoj vsak dan. Violeta, če vas ob koncu tako vprašam, če bi imeli možnost pregovoriti z mlajšo različico sebe, kaj bi si dejali tako čisto iskreno, brez kakršnihkoli olepšav? Punca, zdrži! Še veliko te čaka. Ja, to bi si rekla. Pa vse bo v redu. Ko sem bila mlajša, me je res zanimalo, kakšna za vraga pa jaz bom, ko bom velika. Ne? In ja, je bila kar dolga pot prehojena do tega, da sem postala to, kar sem, in splačalo se je. Kaj ne rečem, Violeta, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, bili moja gostja. Seveda vam predvsem želim veliko zdravja in pa se že veselim prebrati torej vašo avtobiografijo, da vidimo, kaj vse zanimivega bomo izvedeli, kaj ne. 22. januarja izide v založbi Primus in dobrodošli in vabljeni k branju. Marsikaj boste zvedeli, ne samo o meni, verjetno tudi o sebi, tako da, ja, v kratkem bom pa tudi delila z javnostjo zanimive stvari, ki sem jih odkrila, kaj vse je dobro in kaj vse ne, ko se soočaš z takšnimi težkimi zdravstvenimi izzivi. Najlepša hvala, Violeta. Hvala vam. Dio. Pa.
Hvala tudi vam, dragi gledalci, da ste bili v najini družbi. Ostanite na BKTV, mi pa se znova srečamo prihodnji četrtek.